sean eternos los laureles que supimos conseguir. Žive naj vsi narodi, ki jih hrepenedo čaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Dragi člani, dragi rojaki, dobrodošli na 64. obletnico našega doma. Letošnje leto ne bomo tako hitro pozabili. To je leto, v katerem vsi pogrešamo delovanje in družabnost, ki jih že 64 let uživamo. Leto, v katerem vse je virtualno in vse se dogaja preko spleta. Leto, v katerem se nismo mogli osebno posloviti od naših rajnih. Za vse člane in članice, ki so odšli po božje plačilo letos, prosim trenutek molka. Posebno bi se rad spomnil danes na dve javni osebnosti, ki jih je Bog poklical k sebi. Na gospoda Staneta Mustarja, bivšega predsednika našega odbora, in na gospoda Andreja Selana, dolgoletnega nadzornika, pevovodja in častnega člana. Naj jima Bog bogato poplača ves trud in delo, ki sta ga za nas darovala. Kot vsi veste, skušamo biti čim bolj povezani, vsaj virtualno. Velika zahvala naj gre našim dušnim pastirjem, ki nas lepo spremljajo in duhovno vodijo čez to karanteno. Hvala našim učiteljicam in mladini, ki niso prenehali z delovanjem. Hvala sodelavkam in sodelavcem, ki vsak petek predvajajo bogato delo, ki se je pod streho našega doma skozi 64 let uresničevalo. Ko gledam na videoteko, ki se vsak petek množi in raste, veliko bolje razumem odgovornost, ki jo imamo, da naše poslanstvo nadaljujemo in zakladnico podajamo naprej. Zato, kot glasi geslo današnje obletnice, dragi člani, odprimo roke in bodimo pripravljeni za delo, ki ga ta cilj zahteva. Razširimo srce, ker brez velike ljubezni do naše mladine tega truda in dela ne bomo zmožni. In s tem odkrimo nova obzorja in bogatstva naše vere in slovenske kulture za nas in za našo mladino. Vse najboljše, naš dom. Spoštovani rojaki, povezani smo danes, da praznujemo novi rojstni dan našega doma San Justo. Praznovanje je na čisto drugačen način, povezani preko tehnologije. Ta čas koronavirusa nam je spremenil osebno in socialno življenje. A da ne bi bilo to zadosti, nam socialna in ekonomska situacija v Argentini še bolj poglobila učinke te karantene. Posledice te situacije, ko bomo se zopet lahko srečavali v živo, ne bodo lahke. Zato je bistveno, da se povežemo čim več v skupnosti med vsemi organizacijami in domovi. Da podpremo stebre vrednot, na katerih sloni naša skupnost. Vera, vzgoja in kultura, da bomo lahko prebrodili krizo, v kateri smo. Moramo polni upanja prositi našo Marijo pomagaj, da nas vodi in nam da moči za te čase preizkušnje, da bomo lahko praznovali še na mnoga leta. Vse najboljše, naš dom San Justo. Hvala lepa. Dobar dan, buenos dias. Spoštovani predsednik našega doma San Justo, gospod Andrej Mahle, spoštovani predsednik Zedinjene Slovenije, gospod Jure Komar, dragi člani društva, spoštovani rojaki. Danes je poseben dan. Praznujemo oziroma obeležujemo 64. obletnico slovenskega doma San Justo. In 64 je pomembna številka. Simbolizira odločnost, pogum, neodvisnost, dom in družino, ljubezen ter harmonijo. 64 predstavlja tudi moč energije, prodornost, nove ideje, nove načine ambicioznega delovanja ter voditeljstvo. Ljudje s to številko so zelo samostojni,
in osredotočeni na uresničevanje svojih ciljev, ki so običajno povezani z blaginjo njihove družine. Običajno stvari počnejo sami, a vedno v dobrobit svoje družine. In vse to, po mojem mnenju, predstavljate vi v našem domu San Justo, v slovenski šoli Franceta Balentiča, mešanem pevskem zboru San Justo, gledališki skupini, folklorni skupini Mladika, mladinski organizaciji, vse mladenke in mladinci in v Zvezi mater in žena ter v Društvu upokojencev. Na veleposlaništvu in pa v Sloveniji smo zelo ponosni na vaše aktivno dolgoletno neprekinjeno delovanje pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in običajev, krepitvi slovenske identitete, pripadnosti in vezi z matično domovino, drugimi predstavniki slovenske skupnosti v Argentini in širše v regiji Latinske Amerike, ter pri promociji krepitve medsebojnega zaupanja, ohranjanja domoljubnosti in ponosa pripadnosti v slovenstvu in predvsem veliki pozornosti, ki ga namenjate najmlajši generaciji. Vedno se veselimo vašega vabila, saj imate v našem domu San Justo odprta vrata za prijetna srečanja in prireditve, ki v sebi nosijo jasen in visok cilj, kot sami pravite, ohranitev zvestobe slovenstvu, tradiciji, globokemu katoliškemu verovanju ter ljubezni do svobode. Z leti so se pri vas rojevale nove organizacije in nove aktivnosti, ki se danes razvijajo naprej pod razkošno streho našega doma. Skratka, zvesto sledite namenom in ciljem, ki ste jih zapisali ob ustanovitvi. Naš dom ima prvi in glavni namen vzgajati naše otroke in mladino v slovenskem duhu, starejšim slovenskega duha ohranjati in jim nuditi tisto, kar bi se dalo primerjati domovini. Ustvarili smo ga željo, da bi se v tem domu lahko vsakdo pomenil o vsakdanjih problemih, kjer bo vsak našel čas za rojaka, s katerim bo poklemljal po domače. Vsi pa bomo imeli dovolj prilike za kulturno dojstrovanje. Še enkrat iskrene čestitke, vse dobro, čuvajte se, ostanite zdravi. Takoj, ko bodo zdravstvene razmere to dovoljevali, upam, da se vidimo, nazdravimo, skupaj zaplešemo in zapojemo. Prihodnje leto bo za Slovenijo zelo pomembno leto. To bo leto, ko bo Slovenija obeležila 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti in ko bo drugič predsedovala svetu Evropske unije. Ob tej priliki prinašam tudi čestitke in pozdrave mojih sodelavcev, Petre, Maje, Irene in Tomasa, ter seveda naše ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helene Jaklič. Srečno! Dragi odborniki našega doma v San Justu, dragi prijatelji, člani, obiskovalci doma, pripravljate praznovanje 64. obletnice našega doma in ob tem dovolite kratek pozdrav, nekaj spominov, nekaj želja. Prvo je, da sedaj že več kot pol leta se ne vidimo, se nismo mogli srečavati, ne v našem domu, ne v cerkvi pri nedeljski maši, ne otroci v šoli, ne prijatelji med seboj pri mizi. In ima to v Božjem načrtu, v načrtih Božje previdnosti tudi svoje dobre namene, dobre cilje. Poleg tega, poleg karantene in koronavirusa, bi se letos velikokrat, večkrat spominjali pri verskih in pri drugih prireditvah 75. obletnice, odkar so naši stari starši, naši predniki, duhovniki in drugi morali zapustiti svoje domove, domovino, zato da so rešili življenje in svobodo. Kako nekaj hudega, skrajno hudega je moralo biti, to, kar imenujemo komunizem, da so zapustili svoje domove, ki so prehajali iz roda v rod skozi stoletja,
pustili urejeno življenje, svoje poklice, svoje kmetije, svoje delo in šli na begunsko pot. Ampak ta pozdrav, te besede imajo pa namen, so v zvezi z obhajanjem 64. obletnice doma. Če sami zase naredimo ta račun, je 64. obletnica doma. Pa pravimo, da je 75 let, odkar smo šli iz Slovenije. 75 manj 64 je 11 let. 11 let po vsem, kar je bilo hudega v Petrinju, mrtvi domobranci, osebno družinsko trpljenje, 3 leta v taboriščih, prva leta v Argentini in po 11 letih vsega tega hudega trpljenja so se že postavili, odprli naš dom v San Justu in tako drugje leto več ali manj v drugih krajih. Iz tega ob tem bi vam želel, da rešimo 2 vrednoti, 2 svetini. Ena je, kako močno vero so morali imeti, da niso obupavali, niso zgubili zaupanja, veselja do življenja, niso zgubili vere v Boga. In drugo, da po priprošnji Marije pomagaj, v kateri sedaj, ko ne moramo v cerkev, v duhu, v mislih, v srcu, se večkrat pomodimo pred njeno podobo na oltarju v Sanhuški stolnici in jo prosimo, da ohranimo ljubezen naših prednikov, ljubezen do narodnosti, do slovenskega naroda, do njihove slovenske domovine, do naših korenin in da bi mogli v tej zvestobi Bogu in narodu praznovati še veliko, bogdaj še veliko visokih obletnic našega doma. Dnevi, meseci se vrtijo in še vedno smo si med seboj fizično odsotni. Razdalje v nas pred ramiko brnenje po družitvi, srečanju, prijateljsko besedo, skupni asado, skupno kavico morda. Vsi smo potrebni drug drugemu. Vsi smo potrebni naši skupnosti. Vsi potrebujemo občutek pripadnosti. Vi ste naše korenine. Ko se življenje umiri, se roke zbirajo v molitev, srce hrepeni po sončni toploti in spomini ovijajo dušo s toplimi žarki. Vi ste naše korenine, trdne, močne, poštene. Kaj bi z nas postalo, če ne bi od vaših garaških rok prejeli zaklad? Vi nam kažete smer, vaše plemenito srce nam je kompas. Vi ste naše korenine, ki nas pokonci drže. Poklanjate nam bogato preteklost, vaše bogate izkušnje. Niste se predali malodušju, pač pa premagali in premostili ste težave in tegobe, se nad njimi podvignili in odkrili svetlo obzorje. Vi ste naše korenine. Vi ste naš ponos.
Vaše roke so razširjene v objem potrebnih. Vaše srce bije z rojaki v stiski. Kot vile dobrodušnice delujete v tišini, a brez prestanka. Tam, kjer je potreba, ste navzoče. Tam, kjer delo čaka, priskočite na pomoč. Trden steber našega doma ste, drage žene in matere, ki vedno najdete še dodatno minutko za prijazno besedo, šopek rož ali očenaš. Z ljubeznijo, molitvijo in pozornostjo ste v našem domu nepogrešljive. Darovati, podariti, obdariti, deliti, izročiti, nuditi, vse to vas odlikuje. Vi ste naš ponos. Vi ste naša energija. Imate najboljši obeh svetov, korenine, ki vam zagotavljajo trdno podlago, in široka obzorja pred seboj, ki čakajo na vaše odkritje. Ste iznajdljivi, kreativni, odgovorni, zanesljivi. Ni vas strah načrtovati, imate mlade roke, mlado srce, povsem novo obzorje. Gradite si bodočnost, kujete prihodnost, a ne pozabite na bistveno. Vaša identiteta, ki izhaja iz dveh svetov. Dva svetova, eden na vsaki strani oceana, in nikdar ne pozabite na svet potreben na poti k svetosti. Vi ste naša energija. Vi ste naše pričakovanje. Človeku se kar nasmeh nariše na obrazu, ko zagleda otroke Balantičeve šole. Otroci, vi ste cukrček, izžarevate veselje. Izkoristite vsako minutko v klopeh te šole, ki vam posreduje premnogo lepot in bogastva. Odprite roke, da boste ujeli čim več dobrega. Odprite srce, da bo lepa, domača, sveta beseda našla toplo zavetje. Odkrili boste obzorja kot v avanturi, ki vas popelje po novih stezah na sveže poti. Vsi, ki izoblikujete vsem nam dragoceno in priljubljeno šolo, družine, učitelji, ne omagajte. Z vso silo in veseljem prehodite pot šolskih let. Vi ste naše pričakovanje. Vi ste naš kažipot, kot zvonček, ki opozarja na začetek, na prihod. Skrbite, da nam duše ne zakrknejo. Pripravljate in opravljate istočasno delo Marte in Marije. Oskrbujete priročno plat, negujete duhovno rast nas vseh faranov sanhuške okolice. Odpirate roke in vabite vsakega k udeležbi in sodelovanje Božjih rečeh. Odpirate srce, da je vabilo vedno toplo in nevsiljivo. Vztrajajte v
v zlatem poslanstvu, naj zvonček vabljiv ne preneha žvenketati, da bomo sledili glasu vere, upanja in ljubezni. Vi ste naš kažipot. Vi ste naše veselje. Gibi in melodije se prepletajo v sijajnem venčku. 1, 2, 3 na levo, 1, 2, 3 na desno. In 3, 4. Pričnemo. Vsaka vaša predstavitev je pričakovana in zaželena. Pozorni ste na vse podrobnosti. Navdušite nas z nastopi, ste pogumni. Dinamičnost, zagon, živahnost, navdušenje, poskočenost, sila, polet, vztrajnost. Prejemati in dajati. Prejeli ste talente. Stvarniku odplačate z radostjo in z glasovi in rajanjem nam poklanjate vašo prisrčnost in nadarjenost. Vi ste naše veselje. Razširi roke, odpri srce, odkri obzorje, da tedaj, ko se bomo vnovo srečali, si bomo ponovno segli v roke in se veselili. Imeli bomo odprte dlani za dajanje in prejemanje, za delo in razvedrilo, za petje in molitev, za zahvalo. Zaznali smo, da je občutek pripadnosti in povezanosti nenadomestljiv. Kje bi na svetu enako našel? To bi želel spoznati. Kdo bi pesem najlepšo zrel? Kako jo znale mati? Da bi Slovenija zvezdo postal. Ceča doma me čaka. Žulja v Rakovo polje orjal. Kaj bi želel še več? Tebe pozdrav, domovina. Pesem naj zapojem. Naj naročil tvojem. Rad zavedno bom ostal. Pesem budi, kar si skrito. Tiho krepenjem. Zakaj se življenje moje najgori srce? Tebe pozdrav, domovina. Pesem naj zapojem. Naj naročil tvojem. Rad zavedno bom ostal. Pesem budi, kar si skrito. Tiho krepenjem. Zakaj se življenje moje najgori srce? Vsej sanhuški družini želimo, da bi ostali veseli in povezani kot dobri prijatelji še na mnoga leta. Vse najboljše! Da bi lahko še veliko let obhajali obletnico našega doma. Veliko, veliko let. Najboljše naš dom San Justo! Vse najboljše naš dom. Živjo! Ljubi naš dom.
Kmalu objeli se bomo spet vsi, pod streho domačo, nazdravili ti. Vse najboljše. Naš dom San Justo, tle 2 generacije te pozdravljamo, jaz v imenu moje tete tudi. Vse najboljše, še veliko, veliko let. Škoda, ker se ne vidimo, da se ne moramo združiti, ampak vina nimamo za malo nazdraviti, ampak nasvidenje pa še naprej. Naš dragi dom, čestitamo ob novi obletnici. Vse najboljše. Iskrene čestitke našemu domu in vsem Sanhuščanom ob obletnici našega doma. Naj nas dobri Bog še naprej blagoslavlja, še na mnoga leta. Na zdravje! Vse najboljše Sanhuščani in čestitke domu. Vse najboljše naš dom, še na mnoga leta. Živijo! Bog živi naš skupni slovenski dom San Justo ob 64. obletnici. Iskrene čestitke ob tako velikem jubileju. Pozdravljeni! Vse najboljše ob obletnici našega doma. Upamo, da se bomo čim prej srečali. Na zdravje! Čestitke naš dom v tej obletnici. Upam, da se bomo tam kmalu zaživeli lepe trenutke. Čestitam naš dom San Justo. Vse najboljše San Justo od družine Bregar. Veselimo se v tej novi obletnici in upamo, da se kmalu vidimo. Vse najboljše naš dom! Naj bi se mladika lipe, ki je v grbu našega doma, razvijala še naprej v mogočno drevo, ki bo tudi naslednjim generacijam nudilo zavetje in tolažbo, ter vedno znova budilo zavest pripadnosti slovenskim koreninam. Naš dom. Še na mnoga leta. Naš dom, San Justo, vse najboljše. Čestitki za naš dom San Justo. Živijo in še 64 let naprej. Živijo. Živijo. Vse najboljše naš dom, še na mnoga leta. Vse najboljše naš dom. Naš dom je toplo ognjišče. Ohranimo ga še tako naprej. Naš dom, hvala za vse. Vse najboljše. Vse najboljše, dragi naš dom. Vse najboljše ob novi obletnici. Vse najboljše naš dom. Čestitke obletnice našega doma. Da bi Bog dal čim prej, da se bi spet skupaj družili. Iskrene čestitke vsem Sanhuščanom ob tem jubileju, iz vso silo v bodočnost tako naprej, Bog vas živi. Naš dom San Justo, vse najboljše, lep pozdrav z Ljubljane. Dragi naš dom, upam, da se bomo kmalu srečali pod tvojo streho. Vse najboljše! Ob 64. obletnici našega doma, naše iskrene čestitke. Pa tudi želje, da bi se v njem še naprej živahno in prijateljsko združevala sanhuška skupnost. Na zdravje! Zelo smo hvaležni in ponosni, da smo del te velike sanhuške družine. Komaj čakamo, da se zopet srečamo in osebno nazdravimo še na mnoga leta. Čestitamo! Hvaležni za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli v domu, vam želimo vse najboljše! Naj bo Bog tisti, ki razsvetli in vodi našo skupnost in naš predragi sanhuški dom. Še na mnoga leta, vse najboljše! Ob obletnici našega doma želim vse najboljše. Dragi naš dom, vse najboljše! Našemu domu in vsem nam, ki smo naš dom, vse najboljše in na mnoga leta. Ob obletnici želimo vse najboljše. Na zdravje! Vse najboljše! Naš dom je moj drugi dom. Hvala, ker si nam pokazal naše korenine. Hvala, ker si mi podaril prijatelje za cel življenje. Hvala, da ste me posvojili. Hvala za toliko lepih trenutkov. Vse najboljše nam dom. Vse najboljše! Dragi Sanhuščani, iz prelepe Slovenije se pridružujemo čestitkam. Veseli smo, da naš dom danes zopet praznuje novo obletnico. Želimo, da bi ostali ponosni naših korenin ter povezani med seboj.
še mnogih uspešnih let. Vse najboljše!